Tudi v radovljiški občini ste prejšnji teden predali namenus prostoferja, ki ga bodo uporabljali upokojenci. Ja, mi smo želeli, v bistvu smo prejšnji teden že naznanili, da bomo izvajali projekt Prostofer. Najeli smo električno vozilo. Tukaj moram pohvaliti izredno zanimanje teh prostovoljcev, kajti preko 20 se jih je prijavilo, da bojo lahko starejše vozili do zdravstvenega doma in pa seveda tudi na ostale lokacije. In nekako ob otvoritvi tega prizidka bomo pričeli tudi s temi vožnjami. Seveda, to so vse usluge, da skušamo starejšim pomagati, predvsem tam, kjer nimajo možnosti, kjer nimajo prevoznih sredstev in pa svojcev, da jim lahko pomagajo. Torej, kdor pomoč potrebuje, pokliče na klicni center 080 10 10 in oni potem pokličejo osebo, ki naj bi odpeljala tistega, ki pač prevoz potrebuje. Res je. Ob tem moram še tudi to povedati, da so ti prevozi brezplačni in pa da bo to ena velika pridobitev tudi za vse tiste, ki so imeli zdaj velike težave. Zakaj ste se vi odločili kot prostovoljec, da pomagate upokojencem pri prevozu prostoferja? Ja, mislim, da če imaš čas pa da voljo, da rad voziš, akcija je zelo dobro organizirana. Jaz sem se odločil, da je treba ljudem takim, ki nimajo možnost svojega prevoza, pa socialno šibkim, na nek način pomagati. In jaz mislim, da bom s tem kakšen dober del naredil. Pozdravljate to, da se je občina odločila, da tudi ona pristopi med tiste, ki so že pristopili v Sloveniji? Zelo pozdravljam in hvala lepa občini Radovljica, da je k temu pristopila. Opremila nas je s krasnim avtomobilom, tako da jaz upam, da bo akcija v polni meri zaživela. Ste ga že preizkusili? Že enkratno vozilo. No, in kam je potrebno poklicati nekdo, ki potrebuje neko pomoč za prevoz k zdravniku, v trgovino ali kamorkoli? Ja, splošna številka je 080 10 10. Javi se centralno, neka centrala, klicni center in ona pa preko občine pač ugotovi, a je stranka upravičena do tega prevoza, potem ta center potem tudi izbere voznika, ki ima tisti dan prost dan oziroma ki je pripravljen na to in akcija steče. Vi potem počakate nekoga, da pač opravi ali pregled pri zdravniku ali v trgovini in ga potem vrnete nazaj domov, odkoder ste ga odpeljali? V vsakem primeru počakam, razen če ne gre za to, da pač v kakšni ustanovi mora ostati bolnica ali kaj podobnega. Mislim pa, da bo akcija uspela, vsekako. Kako vi gledate na prostoferja, ki se je uveljavil tudi v radovljiški občini? Meni se ta ideja, ki sem jo prebral v medijih, zdela zelo zanimiva. To je bil tudi razlog, da sem se prijavil na to, ker mislim, da tudi mi, ki smo že nekoliko starejši, lahko v takih primerih pomagamo drugim. Ker ne nazadnje ne vemo, kdaj bomo mi potrebni tudi kakšne pomoči, lahko ali pa tudi ne. Sama akcija se pričenja 9.9. v ponedeljek in potem boste videli, kako bo to vse skupaj steklo. Ja, sigurno, do sedaj pač nimamo izkušenj s tem. Mi samo upamo, da bo do tistih, ki so pomoči potrebni, tudi spoznali to. Mi smo pripravljeni pomagati, tu smo in upamo, da bomo v ponedeljek začeli s polno paro.